No, rad bi dodal še nekaj komentarjev na celotno dogajanje trenutno. V zadnjih 2 dneh je dokumentarni vlog prejel ogromno komentarjev in kritik, kar je tudi prav, vesel sem vsakega mnenja. Sem pa opazil, da velika večina domačinov misli, da sem bil pristranski, da sem želel prikazati Rome kot neke reveže, da sem na njihovi plačilni listi in tako naprej. Verjamem, da bi bil jaz nepristranski samo v primeru, če bi šel, s tankom v vsa ta romska naselja, povozil vse Rome, izvedel genocid nad njimi, pa tudi potem mislim, da bi se nekateri javili in rekli, da sem še zmer bil zelo pristranski, ker jih nisem dovolj mučil. Jaz verjamem, da je ogromno jeze in sovraštva v vas, ampak mislim, da zaradi vseh ostalih medijev ste pozabili, kaj je dejansko nepristransko poročanje in raziskovanje. Večina vas tudi trdi, da sem šel spraševati samo Rome, kaj si oni mislijo, da mnenja domačinov niso štela. Jaz sem mislil, da je Julijan, ki je odgovarjal na moje vprašanje na koncu videa, jaz sem mislil, da je on Slovenc, jaz nisem vedel, da je on pripadnik Romov. Če pa je Slovenc, kakor sem že mislil, potem pa očitno njegovo mnenje ne šteje dovolj, se pravi mnenje bivšega policista, nekoga, ki se je soočil s temi problemi v preteklosti, nekdo, ki ima dolgoletne izkušnje, nekdo, ki je tudi bil zaposlen v Sovi. Njegovo mnenje ne šteje, ker ne goji tazga sovraštva, kot ga goji večina domačinov in očitno on ni bil ta prav, tako da jaz bi rad posnel še drugi del z vsemi, ki mislite drugače. Mi je pa res fascinantno dejstvo, da ne vem, če sem zasledil kjer komentar, da nekdo dejansko krivi župana, da ni v vsem tem cajtu naredil nič glede te problematike. Ampak zakaj bi župana krivil, če ste ga sami volili? To bi na nek način pomenilo, da ste tudi vi bili v zmoti in da niste volili ta pravega človeka, ta pravega, ki bi bil na tem položaju in bi se znal soočati s tem problemom. Se pravi, krivi so spet Romi, zato ker so Romi, ker so rojeni Romi in ker imajo v DNK-ju očitno različno in čist popolnoma drugačno mentaliteto kot Slovenci. Oni so krivi zato, ker so se rodili kot Romi. Ni pa kriva oblast, ki ima vsa sredstva, vsa pooblastila in moč, da naredi kaj drugače. Se pravi, oblast ni nikoli kriva. Kriv je Repič, ki pride iz Ljubljane posnet dokumentarni vlog. Je pa tudi eno pomembno dejstvo, da če Repič bi imel 1000 sledilcev in bi ta dokumentarni vlog imel 2000 ogledov, potem Repič ne bi bil problematičen, zato ker to itak noben ne videl in ko jebe Repiča in njegovo mnenje. Problem je, ker ima Repič 85 000 sledilcev in ta vlog vidi čez 120 000 ljudi v dobrih 2 dnevih. Takrat je problem, zato ker kdo ima pa Repiča pod kontrolo? Nobena politična stranka, noben ga ne more ugasniti, edino če se ga likvidira. In zdaj kako drugače kontrolirati tazga človeka, kakor ga probati skritizirati, kriviti za vse težave, ki so v tej državi in pripisati krivdo še njemu zraven poleg Romov. Najbolj me pa zabavajo komentarji tistih, ki želijo nekako se postaviti vlogo urednika, recimo tako, kakor so televizijski ali pa radijski uredniki, in probati meni razlagati, o čem bi jaz mogel govoriti, kaj bi mogel reči za Rome, da so taki, da so drugačni in tako naprej, da so krivi za vse, in meni dati navodila, kaj bi jaz mogel poročati na svojem profilu. Ko pa predlagam, da nekdo drug posname podobno zadevo na svoj način in predstav to nepristransko, tako kot oni mislijo, da treba biti predstavljen, potem so vsi delali, ti imaš toliko pa toliko sledilcev, ti bi mogel prevzeti odgovornost za to. Jaz sem pozabil, da so sledilci loterija, se pravi, ko si narediš profil, nekdo ima nič sledilcev, nekdo jih dobi 100, nekdo pa 80 000. Tako da jaz sem imel to srečo, da sem prišel na profil in sem dobil te sledilce. Tako da glede na to, da sem bil rojen pod srečno zvezdo in sem dobil vse te sledilce po domače rečeno na guzove, so mi bili podarjeni,
bi jaz mogel poslušati vse druge, kaj da poročam in kaj da plasiram. Ampak to se mi nekako zdi že preveč podobno medijem. Ker mediji so dejansko lastniški in pri medijih se dejansko nekdo, če ne celo ena sama oseba, ki je na vrhu piramide, odloči, kaj se bo poročal in kaj se ne bo poročal. Ampak ne, mediji so zaenkrat nepristranski, ker sprašujejo samo za mnenja domačinov, Rome pa na vsake tok, kdo obišče, pa na hitro nekaj vpraša, to je pač vse pošteno z njihove strani. Ampak glavni krivc za probleme so Romi in Repić, ki ima toliko sledilcev. Mogoče je cajt, da sami se priznate in se vprašate, kdo ima največ moči v državi narediti spremembo. A je to Repić? A ste to domačini sami? Ali so pa to tisti, ki ste jih volili in ste jim dali to možnost in moč, da se odločajo o zakonih, o sankcijah, o načinih uporabe sile, o razdeljevanju sredstev, ki so namenjena temu, da se ta problematika rešuje. In če bomo iskali samo krivce v drugih in nikoli sebe vprašali, kaj smo mi mogoče naredili sami narobe za to, da je situacija prišla do tukaj, kjer je, pol mislim, da te problemi z Romi nikoli ne bodo rešeni. Je pa eno dejstvo, da je že sam naslov skozi oči Romov na nek način pristranski, čeprav sem želel vsem postaviti ista vprašanja, uspel sem pogovoriti samo z gospodom Julijanom. Zato predlagam, da se posname drugi del in sicer skozi oči Novomeščanov, v katerem ne bom vprašal niti enega Roma več eno vprašanje, želim pa vprašati vsakega domačina, ki je pripravljen stopati pred kamero, kaj si on misli, da pove svoje izkušnje, da povejo domačini, ki je mislili, da je problem, in vsak želi, da mu cenzuriram obraz, bom tudi to naredil. Tako da predlagam, da si skozi profil, vsi smo lahko ACO, da se organizirate in se dogovorimo, kdaj da pridem posnet drugi del v Novo mesto. Dobil sem tudi veliko dobrih vprašanj in kritik na račun tega, zakaj nisi posnel vse tiste dobre bajte, tiste Rome, ki imajo denar, pa njihove drage avtomobile. Glejte, pozabljate eno dejstvo, da sem jaz prišel v romsko naselje in vprašal, kdo želi z mano govoriti o teh problemih in vprašal, kaj lahko snemam, koga lahko snemam. Jaz ne moram ljudem uleteti na dom in jim snemati bajto, drage avtomobile in jih zasuvati z vprašanji, odkje ti to, a si legalno zaslužil, da mi to dokaži. Kdo bi mogel postavljati ta vprašanja? Jaz? Ali sistem? Ali država? Policija? In tudi če so vsi te Romi, ki imajo denar, drage avtomobile, tudi če so zaslužili to nelegalno, a sem kriv jaz za to? A ste krivi vi? Ali je kriv sistem, ki to dopušča? Ali je kriva država, policija, ki ne upravlja dobro dela svojega? Jaz razumem, da večina domačinov dela pošteno, gara za to, da si v življenju ustvarijo nekaj, kupijo nekaj. In da je težko gledati na tiste Rome, ki imajo ogromno denarja, lepe bajte in drage avtomobile. Ampak spet smo tam. Kdo dopušča to? Mogoče je kjer od njih pošteno zaslužil ta denar. Mogoče. Pa tudi, če so vsi nepošteno zaslužili, spet se vprašimo, kdo je kriv, da lahko tako zaslužijo denar? Kdo jim to dopušča? Ljudje, ki ste jih sami volili, ki ste jih sami postavili na oblast, ki imajo to moč in sredstva, da naredijo, da bo nekaj drugače. Ne jaz in ne Romi. Sistem, ki to dopušča.